dan, hvala za besedo. Ja, ravnatelji smo se prejšnji teden v ljubljanskih osnovnih šol sestali, sicer na videokonferenci, ker smo res polno zaposleni. Veseli smo, da bomo pouk začeli v šoli, v šolskih prostorih, v živo, brez mask in da smo bili slišani, da se bo samo testiranje izvajalo lahko doma, v domačem okolju. Kajti čas je, da zaupamo staršem in da starši opravijo svojo nalogo. Skupno sporočilo ljubljanskih šol pa je sledeče. Poskrbeli bomo za podporno in varno šolsko okolje, ki krepi zdravje in zmanjšuje neenakosti. Nudili bomo podporo ranljivim učencem v učnem procesu, spodbujali bomo učence, da sodelujejo na različnih tekmovanjih, športnem, v športu, družboslovju, naravoslovju, umetnosti, glasbi in pa pri raziskovalnih nalogah. Delovali bomo na področju duševnega zdravja, tu smo že sedaj, bom rekla, izkušeni, že v lanskem letu smo ogromno vložili v ta del, pa letos nadaljujemo. Iskali bomo nove oblike in metode dela, da bomo pri učencih nadomestili primanjkljaje v znanju. Večkrat bomo izvajali pouk na prostem. Seveda, nekatere šole imajo večje možnosti, druge manjše, ampak gre tudi za iznajdljivost najprej vodstva šoli, potem tudi podporo vsem učiteljem in pa pač strokovnemu kadru. Če pride do ponovnega vala, smo nekako, bom rekla, že navajeni, imamo izkušnje in bomo vedeli, kako delovati, seveda z medsebojno podporo in sodelovanjem. V šolah potrebujemo pedagoški mir za ustvarjalno, vzgojno-izobraževalno delo z učenci. Starši pa si želimo konstruktivne komunikacije, zaupanja, sodelovanja in pa spoštovanja šolskih pravil. Vsaka šola ima hišni red, šolska pravila in pričakujemo, da jih starši in pa seveda svojimi otroki, našimi učenci na šoli spoštujejo in upoštevajo. Hvala.